Poleg zaposlovanja mladih je izpostavljena in pereča tema tudi stanovanjska problematika za mlade. Pri pripravi lokalne strategije so z mestno občino Maribor sodelovali tudi člani Mladinskega mestnega sveta Maribor, ki pravijo, da občino že leto in pol opozarjajo na njihovo obljubo o več neprofitnih stanovanjih za mlade. Občina z neprofitnimi stanovanji neposredno nima nič, saj je to domena javnega medobčinskega sklada Maribor. Stanovanjski sklad torej upravlja za stanovanje, ki jih je mestna občina Maribor dala stanovanjskemu skladu, s njimi upravlja. V skladu neprofitnem jih je okrog 50, kar je res minimalno za mestno občino Maribor. Naša pobuda je bila, da je mestna občina Maribor, ki pa si lasti okrog 120 stanovanj, ki so prazna, jih da del na stanovanjski sklad, da jih ta nameni mladim. Torej, to je stanovanjski sklad zgolj en izmed teh partnerjev. Mestna občina Maribor ima tudi še sodelovati. Tako da tukaj ne bi iskal kazati s prstom na stanovanjski sklad, prej bi rekel na občino, ki ta stanovanja drži že nekaj let in jih ne da naprej, ne proda nič. 10. avgusta je bila novinarska konferenca, kjer so bili na temo o problematiki mladih in stanovanj povabljeni stanovanjski sklad, mestna občina Maribor in predstavniki mladih. Občina se na vabilo ni odzvala. Na konferenci je bilo izraženo, da stanovanjski sklad želi pomagati predstavnikom mladih, vendar naj ne bi imeli v rokah vseh niti. Sodelovali smo z občino pri pripravi lokalne strategije za mlade, kjer je posebej opredeljena stanovanjska problematika, ukrepi, kako to preprečiti, kako v bistvu dajati mladim neke možnosti. Letos, v bistvu že leto pa pol, kvečemu opozarjamo oziroma spomnimo občino, kaj se je zavezala, da bo torej dala več stanovanj neprofitnih za mlade, torej preko razpisa, ki je potem izključno za mlade. V naše uredništvo smo prejeli dokument, strategijo razvoja javnega medobčinskega sklada Maribor do leta 2025, v katerem pa ni izpostavljena omenjena problematika, še manj pa rešitev za možnosti najema neprofitnih stanovanj za mlade. Direktorica javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor Tanja Vindiš-Furman danes za izjavo ni bila na voljo. Pisno so nam na skladu na vprašanje, zakaj v strategiji ni nikjer omenjene problematike mladih oziroma najema neprofitnih stanovanj, odgovorili. Pojasnjujemo, da gre za finančni dokument, v katerem je opredeljeno potrebno število novih javnih najemnih stanovanj do leta 2025 na območju Maribora in potrebni finančni viri ter sredstva za njihovo financiranje. Strategija ne opredeljuje posameznih prednostnih kategorij prosilcev za neprofitna stanovanja, kot so mladi, starejši, invalidi in drugi. Na samem dokumentu ni nikjer posebej izpostavljeno in jasno zapisano, da naj bi šlo zgolj za finančni dokument oziroma finančno strategijo. Da bi dosegli zastavljen cilj, to je zagotoviti 600 stanovanj do leta 2025, bi JMSS do leta 2025 potreboval malo manj kot 44 milijonov evrov. Javni sklad bi pokril polovico, druga sredstva pa bi morali črpati iz drugih virov financiranja. Presenetilo pa nas je, citiram odgovor stanovanjskega sklada, JMSS Maribor je v javnih razpisih za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem kot prednostno kategorijo prosilcev opredelil mlade družine, kjer ima vsaj en zakonec ali zunajzakonski partner doseženo 6. ali višjo stopnjo izobrazbe. Upravičeno se torej sprašujemo, ali mladi z nižjo stopnjo izobrazbe dejansko sploh imajo kakšno možnost? Pa če se vrnemo še k omenjeni strategiji. V prihodnosti naj bi jo obravnavala svet zavoda in Mariborski mestni svet. JMSS od občine pričakuje več in deloma s prstom kaže nanjo, češ da se ne zmeni za mlade iskalce stanovanj, po drugi strani pa v strategiji niso opredeljeni mladi. Kontradiktornost, napačno interpretiranje, prelaganje odgovornosti, presodite sami.